Pentagon in SpaceX sta v napetem sporu zaradi nečesa, kar je postalo ključno za sodobno vojskovanje. In to je Starlink na bojišču. Na vrhuncu konflikta z Iranom so se ameriški uradniki zanašali na satelitsko omrežje Elona Muska za vse, od komunikacije na bojišču do operacij z droni. Zdaj pa je tu nov spor in to je cena. SpaceX pravi, da je vojska plačevala približno $5,000 na terminal za storitev, za katero trdijo, da je bližje $25,000 na mesec. In želi, da se ta znesek zviša. Medtem pa Pentagon nasprotuje in pravi, da cene ne ustrezajo dejanski uporabi sistema, še posebej pri kratkotrajnih misijah z droni. A v ozadju tega spora se skriva širše ozadje. Ameriška vojska je postala močno odvisna od enega samega zasebnega podjetja za ključno povezljivost v času vojne. In SpaceX se tega zaveda, zato je ameriška vlada med vojno na koncu plačala zvišanje cene, ki ji je bilo naloženo. Ker ni prave alternative v takšnem obsegu, uradniki zdaj opozarjajo, da se razmerje moči hitro spreminja. Z nami je zdaj Viktorija Samson, glavna direktorica za vesoljsko varnost in stabilnost pri organizaciji Secure World Foundation. Prav, najprej, ali gre tukaj v osnovi za spor glede cen, ali pa je to znak, da je Pentagon postal strukturno odvisen od SpaceX-a na način, iz katerega se ne more zlahka izviti? Mislim, da je nekako oboje. Spor glede cen je vsekakor bil povod za to, ampak resnično trenutno ni alternative za Starlink. Zdaj je Amazon lansiral svojo različico, imenovano Amazon Leo, in mislim, da bo čez nekaj let konkurenčna Starlinku, vendar še ni na tej ravni. Kaj to pomeni za vojaške operacije, če lahko eno komercialno podjetje med konfliktom učinkovito spremeni ceno ključne vojne infrastrukture? Očitno smo pravkar to videli. Prav, mislim, da to ni dobro, veste, glede neodvisnosti, svobode delovanja za vojsko, če mora nenehno znova pogajati stvari s komercialnim akterjem. Mislim, da to tudi kaže, kako močan je postal SpaceX, veste, v smislu prevlade na trgu za takšne stvari. Ampak tudi vojska bi lahko rekla ne, ni razloga, zakaj bi morali reči da. Argumenti, ki jih je SpaceX navajal glede tega, da so za naročnino Starshield v bistvu uporabljali letalski cenovni razred, bi jim zagotovo lahko oporekali. In mislim, da se je Pentagon za zdaj strinjal, vendar trenutno iščejo alternative. Prav, mislim, da bi lahko rekli ne, ampak na koncu bi to predstavljalo resno motnjo v trenutni vojni proti Iranu. Lahko bi rekli, da bi Združene države zaradi tega izpadle šibke. No, to predpostavlja, da bi SpaceX prenehal dovoljevati uporabo terminalov. Mislim, to je nekaj, za kar so rekli, da bodo storili, ampak predvidevam, da je to vprašanje, s katerim se nočeš ukvarjati. Zdaj Pentagon poskuša pomagati iranskim državljanom obiti vladne komunikacijske blokade in je bil v sporu s podjetjem SpaceX glede cen za načrt, da bi prebivalstvu dejansko omogočili neposredne povezave na mobilne telefone prek Starlinka, kar bi bilo, veste, podobno kot storitev 5G. Kaj vemo o tem? In bi lahko Starlink zaradi tega vprašanja naletel na nasprotovanje? No, mislim, iransko prebivalstvo je že imelo dostop do Starlinka. Starlink so pretihotapili med januarskimi protesti, tako so ljudje dostopali do interneta in Iran je uspel z lažiranjem signala zmesti Starlinkove terminale in jih spraviti z omrežja. Tako da mislim, da so že prej našli načine, kako to narediti. Zdaj pa je stvar v tem, da je zatem ameriška vlada, ki poskuša spraviti terminale noter. Ampak, mislim, Starlink so že uporabljali civilisti v Iranu. Prav. V redu. No, Viktorija Samson, rada bi se vam zahvalila, da ste se nam pridružili in delili svoje poglede. Z veseljem, hvala, da ste me povabili.